Mestni trg v Slovenskih Konjicah so v nedeljo 19. aprila 2015 popoldne zavzeli puntarji. V spomin na kmečki upor, ki je leta 1515 zajel skoraj vse slovenske dežele, so se na trg zgrnili puntarji, ki so zahtevali staro pravdo. Vnel se je boj, grad je gorel, ob robu dogajanj pa se je z obiskovalce vrtel odojek in teklo je vino. Množica obiskovalcev od blizu in daleč se je zbrala na kraju dogajanja in bližnji okolici, da bi si ogledali dogodek. Torej vsi tisti, ki danes nekaj držite, pripravite novce, pripravite cekine, tale skrinja mora biti polna, kajti pričnejo se počitnice. Slovenski kmečki upor iz leta 1515 je največji kmečki upor na Slovenskem, zajel je vse slovensko ozemlje, torej vse slovenske dežele, Kranjsko, Štajersko, Koroško, razen Goriške z delom Notranjske z izjemo Tolminskega. Udeležilo se ga je 80 tisoč članov kmečke zveze in je zajel 25 tisoč kvadratnih kilometrov. Odprti boj je trajal 4 mesece, če štejemo še priprave upora v letu 1514 in začetne nemire, pa kar leto in pol. Kmečka zveza je bila v svojem bistvu organizacija upornih kmetov, ki so bili že po svoji naravi usmerjeni proti krivicam in bremenom, ki so tlačila kmeta in proti tistim, ki so jim ta bremena nalagali, torej proti posvetnim in cerkvenim zemljiškim gospodom, proti plemstvu, samostanom in deloma tudi duhovščini. Njim so kmetje plačevali desetino. Letos mineva 500 let od vsesplošnega slovenskega kmečkega upora, v Konjicah pa so prvič pripravili veliko uprizoritev boja uboge gmajne za staro pravdo. 350 jeznih kmetov se je uprlo predstavnikom duhovnega in posvetnega plemstva in jim predstavilo 13 zahtev. V dopoldanskem času so ustvarili pravo srednjeveško vzdušje, saj so odprli srednjeveško tržnico in tabor, srednjeveške skupine so se predstavile s takratnimi plesi, petjem, burkači in vsem, kar spada zraven. Obiskovalci so imeli priložnost opazovati delo grajskega pisarja, na ogled so bili še mnogi izdelki domače obrti, zeliščni pripravki in še kaj se je našlo na bogato obloženih mizah. Popoldne pa so mestni trg iz več smeri zavzeli kmečki uporniki. Odeti v srednjeveške oprave in oboroženi s kmečkim orodjem so se ob prepevanju puntarskih verzov iz stare nemške žolnirske pesmi Lev kup uboga gmajna uprli pohlepni gospodi. Puntarji so napadli plemstvo, ki se je brezskrbno mastilo pod velikim prireditvenim prostorom in zahtevali staro pravdo. Na koncu so vendarle sklenili premirje, del uporne gmajne pa je kljub temu besno napadlo grad in se spopadlo s cesarjevo vojsko. Uprizoritev slovenskega kmečkega upora v Slovenskih Konjicah ni bila naključna. Valvazor je v svoji znameniti slavi vojvodine Kranjske zapisal, da se je leta 1515 širjenje kmečkih uporov iz Notranjske na Štajersko začelo prav pri Konjicah, kjer je potekalo veliko zborovanje štajerske puntarske gmajne. Ideja, da bi Slovence spomnili na pomembnost dogajanja pred 500 leti, je nekaj let zorela in nastajala v konjiškem literarnem društvu Gnezdo, kjer so pripravili besedilo uprizoritve, sešili kostume, puntarske in za gospodo in pripravili maketo gradu. Po Konjicah so spet odmevale kmečke puntarske zahteve in pritožbe, igralci kulturno-umetniškega društva Svoboda osvobaja pa so z besedo in dejanji prikazala delček zgodovinsko pomembnega dogajanja ne samo za slovenski, temveč tudi za evropski prostor. Osebno nas na raznih krajih obtežujejo z nenavadnimi cestami. Prosimo vaše visoko visočanstvo za veličastno in veliko milostno spremembo. Gotovo smo večkrat poškodovani pri zamenjavi denarja. En krajcer jemlje le za 3 feninge, medtem ko ga od naših sosedov jemljejo za 4. V 9. Nas, revne ljudi, oškodujejo pri tej marini.
Po starem smo plačevali 2 feninga, sedaj pa zahtevajo 2 krajcarja. V 10. nas omejujejo pri ribištvu. Ne smemo ribariti v malih in velikih potokih ter loviti rakov. In v 11. nas otežujejo glede pravic do lesovja v gozdu ter glede nekaterih travnikov in pašnikov. V 12. se naše tožbe proti gospodsko najemljajo v sodni postopek. V zadnje so iz naše v konicah zbrane gmajne revni ljudje stopili in dejali, da jim njihova gospoda po telesu in življenju grozi, da jim bodo brško po zveza razpuščena odvzeli zemljišča. To gmajno zelo razburja in ukolikor vaše cesarsko veličanstvo tega ne bo preprečilo, se je mati, da se bo upiranje širilo naprej. Tako je! V Centru za kulturne prireditve Slovenske Konjice so bili presrečni, da so se tako rekoč vsa društva, gostujoči srednjeveški skupini, pevski zbori, gimnazije in mladinske organizacije odzvali in pomagali pri obujanju slovenske puntarske zgodovine. Skoraj vsak Konjičan je prinesel vsaj kakšen kos blaga ali kako drugače sodeloval pri uprizoritvi. Med njimi so bili tudi zelo mladi puntarji v skrbnem varstvu svojih bližnjih, predvsem zaradi varnosti, saj so imeli puntarji čisto pravo orodje, sekire, vile, motike, grablje in še kaj se je našlo med množico puntarjev, ki se na nedeljsko popoldne hrupno vila skozi mesto. Svojo vlogo je sodeloval tudi konjiški župan Miran Gorinšek, z gosti, med njim je bil tudi državni sekretar Tadej Slapnik, vsi so bili seveda v svojih kostumih, so igrali gospodo, ki se je veselila, nazdravljala in se smejala dvornemu norčku. Domačinka zgodovinarka Aleksandra Boldin, ki je poskrbela, da je bila prireditev skladna z zgodovinskimi dejstvi, je povedala, da je gmajna v tem primeru pomenila zbor vseh zbranih puntarjev. Kmečki upor se je prav po tem zborovanju pri Konjicah razširil na Štajersko in Koroško. Kmetje so zahtevali staro pravdo, ne le pravice, ampak tudi stare dajatve, saj so fevdalci od njih zahtevali vedno več. Sredi maja 1515 so se pri Konjicah zbrali puntarji in izvolili 300-člansko vodstvo, ki je bilo zaradi prevelikega števila precej neučinkovito. Štajerski deželni glavar je v Konjice poslal 4 komisarje, s katerimi so puntarji podpisali pogodbo, da bo zanje slišal cesar. Ta je bil plemičem bližen, še posebno po napadih na gradove. Puntarji so bili poraženi 8. julija 1515 po 4 mesecih boja. Posledice kmečkih uporov niso pomenile nikakršnega izboljšanja položaja kmetov. Še naprej so ostale dajatve, tlaka, izredni davki, ki so jih seboj prinašali novo gospodarstvo, nova družba in nova državna in vojaška organizacija. V opomin je sledila nova dajatev imenovana puntarski pfenik.
Pomenilo se le upor Tlačanov proti Gosposki, ki se je v vidnejših dosežkih izkazal šele v naslednjih stoletjih. Kljub vsemu pa lahko slovenski kmečki upor 1515 štejemo za veliki častni krvavi boj združene uboge gmajne za staro pravdo.